Pozdravljeni, dragi državljani in državljanke, zopet z vami Jure Gubanc, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo. Tokrat se bomo malce dotaknili Amerike in pa potem povezali ameriško dogajanje s Slovenijo. Namreč zelo je odmevala tudi v slovenskih medijih novica, da je v New Yorku zmagal socialistični župan Zoran, pa ne Zoran Janković, ampak Zoran Amdani. In sicer predvsem je odmevala ta novica, kajti Zoran je uporabil zelo dobro kampanjo, zelo dobre nastope, kar se tiče same prezence, s katerimi je pometel z etabliranimi politiki, ki delujejo zelo brezdušno. Zmagal je tudi z veliko obljubami, kako bo naredil življenje cenejše, namreč življenje v mestih narašča, sami stroški življenja v mestih naraščajo in New York je eno najdražjih mest na svetu. In seveda je ta obljuba padla na plodna tla. Mnogo ljudi ga je zato volilo, ker so pač verjeli v te obljube, da bo življenje cenejše. Pa si poglejmo eno od njegovih obljub, kajti je zelo lep primer, kako delujejo demokracije, kadar niso uspešne. Kadar uspešno zgolj privabljajo volilce z obljubami, katerih namen je nič drugega kot kupiti glasove in narediti politika, ki vam te obljube prodaja, bolj uspešnega. Ampak pozor, bodite pazljivi, kadar vam politiki ponujajo katerekoli politike z izgovorom, da vam bodo pocenili življenje in da boste nekaj dobili zastonj. Ena od obljub Zorana iz Amerike je tudi obljuba o višji minimalni plači. Pa si poglejmo, ali višja minimalna plača, vsaj s sprejetim zakonom, dejansko izboljša življenje nižjih slojev in pa delavcev. Also say they'll make workers' lives better by raising the minimum wage to $30 an hour. That's popular. Last year, California's fast food workers celebrated the new $20 minimum wage. My workers, we did this! But when companies have to pay even beginners at least $20 an hour. Pizza Hut preemptively laid off 1,200 delivery drivers like Michael Ojeda. What's the point of the raise if you don't have a job anymore? 18,000 fast food jobs vanished, while other states added jobs. Also, Ja, kot je rekel tale delavec, ki je izgubil službo, potem ko so sprejeli zakon o višji minimalni urni postavki, v čem je poanta višje minimalne plače, če nimaš več službe? Jaz vam lahko povem, v čem je poanta. Politiki imajo službo in vi ste jih izvolili. Namreč mi kot volivci smo tisti, ki izvolimo politike. Zato bodite zelo pazljivi, kadar vam politik ponuja neko rešitev, ki bo dvignila plače. Tega ni. Politik lahko naredi zgolj okvir, pravni okvir, državne institucije s pravom tako urejene, da se razmere na trgu uredijo tako, da padejo cene določenih produktov, da se poveča proizvodnja, da se poveča zaposlovanje zaradi boljših pogojev poslovanja, zaradi boljših davščin, zaradi manjših davščin, zaradi lažjega vstopa na trg, torej zaradi manjših regulacij. Takrat dobimo lahko nižje cene. Ampak to je proces, ki ga mora družba narediti in ga družba lahko naredi samo, če država ima in politiki sprejmejo dejanski institucionalni okvir tako, da je spodbujajoč za delavce in podjetnike in bodoče podjetnike, da ustvarjajo nova delovna mesta in višjo dodano vrednost. Ne gre skozi noč, to hočem povedati. Vendar je politikom lažje vam prodati idejo, da bodo povišali vaše plače čez noč, s tem, da bodo sprejeli božičnice ali pa zakon o višji minimalni plači. In New York je lep primer, kako politiki ponavljajo slabe ideje, ki so škodljive. Kljub temu, da so bile že neštetokrat preizkušene. Namreč zakon o višji minimalni plači ni nekaj novega, to so probale že vsa mesta v Ameriki, vse države, zvezne države v Ameriki, vse države v Evropi, Slovenija tudi ima minimalno plačo uzakonjeno. In seveda, to minimalno plačo lahko zakonsko povišamo ali znižamo, ampak pozor, višje kot se minimalna plača povečuje v zakonih,
nižja je dejanska zaposlenost realnih ljudi v realnem sektorju. Zakaj? Dajmo pogledati naprej. So consumers have to pay more. Restaurants in the state have increased prices by 10% faster than all other states. It's just supply and demand. Socialists can force businesses to raise wages, but there's no free lunch. Employers respond either by raising prices or replacing workers with machines like Flippy. Flippy can cook everything from French fries and onion rings to cheese sticks. White Castle said it plans to add 100 Flippies to its kitchens nationwide. Finally, here's one more socialist idea that repeatedly has done more harm than good. We freeze the rent! Activists like that. Še ena od idej. Torej, poleg zakonsko določene minimalne plače želi tale newyorški Zoran tudi zamrzniti najemnine. Spet super se sliši, vendar to dela škodo mestom in ljudem. Če želimo dejansko ljudem približati stanovanja, tako kot sem jaz govoril v prejšnjih videih, to lahko naredimo samo tako, da omogočimo večjo ponudbo razpoložljivih stanovanj na trgu. To pa lahko dobimo samo tako, da v mestih, kjer je prostor omejen in je povpraševanje po prostoru veliko, normalno, da bodo visoke cene. Cene lahko znižamo samo, če torej gradimo v mestih zelo visoko. In če gradimo zelo visoko, bodo cene sigurno padle, ker bomo dobili več stanovanj na istem prostoru. Ampak pozor, ali smo za to pripravljeni žrtvovati star del mesta? Ali smo za to pripravljeni tisti ljudje, ki živijo v starih delih mesta in imajo luksuzne vile, lepa stanovanja v starem delu in uživajo v pogledu na stara mestna središča evropskih mest, ali so pripravljeni ti ljudje gledati zraven stolpnico z 100-metrskimi višinami? Žal ne. In vidite, tukaj pridejo potem na plano socialistične ideje, ki prodajo ljudem nekaj za v resnici ustvarjeno škodo. Namreč, če vi omejite, koliko se lahko plačuje za najemnine v določenem področju, boste naredili zgolj to, da tisti ljudje, ki zdaj oddajajo ta stanovanja, ne bodo več oddajali stanovanj. Oziroma jih ne bodo tudi mogli več vzdrževati, če bo ta prisiljena nižina najemnine, nove najemnine toliko nizka. In to se je dejansko v New Yorku že dogajalo. New York je že imel take zakone o minimalni plači in o omejeni renti najemnin že v 80-ih, ko je bilo to mesto znano kot mesto kriminala, droge in brezdomcev. In kaj je zanimivo? V New Yorku je bilo več brezdomcev na cesti, kot pa dejansko stanovanj, praznih stanovanj. Oziroma, povedano drugače, bilo je celo več praznih stanovanj, praznih podrtih stanovanj, ker jih nihče ni obnavljal, kot pa brezdomcev na cesti. Kaj to pomeni? Da bi ti ljudje na cesti dejansko lahko bili, lahko nekje bivali, pa niso, zato ker so prisilno ustvarjene nizke rente, ki jih je mesto določilo, prisilile lastnike na določenih področjih, da se jim dejansko ni splačalo oddajati stanovanj in tudi skrbeti za zgradbe, skrbeti za stanovanja. Zato so stanovanja in določeni predeli mest začeli umirati. Od tukaj recimo, ko vidite podrte hiše oziroma velike komplekse blokov v kakšnih ameriških filmih, od tukaj pridejo. To ni kar tako, da so te lastniki opustili ta stanovanja in nehali za njih skrbeti kar tako iz ničle. Ne. Ko se mesto zaradi populizma politiki odločijo, da more nek lastnik plačevati oziroma računati toliko nizko najemnino, kot jo mesto določi, seveda pride do neke točke, ko nekdo to lahko vzdržuje, nekdo pa ne more tega več vzdrževati ob tako nizkih najemninah, sploh kadar daš ta stanovanja v najem določenim ljudem, ali pa iz nižjih skupin v družbi, ki morda ne skrbijo za ta stanovanja, ki morda zanemarjajo stanovanja in potem se pogosto najemodajalec raje odloči, da stanovanj sploh ne oddaja. To smo že videli, to je že preizkušeno nedelujoče, slabo za nižji sloj. Pa vendarle, politiki sprejemajo take zakone. Enako kot za prej omenjeno minimalno plačo. Torej, minimalna plača, če je uzakonjena, višje kot je postavljena, pomeni zgolj to, da
država zahteva od tistega, ki zaposluje, da plača toliko, kot država zahteva. To pomeni, da tisti, ki zaposluje, bo zdaj z višanjem minimalne plače zgolj razmišljal sledeče. Ok, zdaj moram jaz nujno plačati vsakega človeka toliko, kot država zahteva, ali več od tega, ampak s tem avtomatsko država naredi vse tiste ljudi, ki ne dosegajo te višine produktivnosti, jih naredi kot brezposelne. Če vi postavite minimalno plačo tudi v Sloveniji, recimo na 2000 evrov neto, koliko ljudi bo dejansko lahko še imelo službo? Koliko ljudem lahko damo, a pa podjetje lahko dejansko izplača 2000 evrov neto? Namreč produktivnost gospodarstva, uspešnost podjetij naših, to ni nekaj, kar lahko uzakonimo. Če ste vi zdaj od podjetja zahtevali, da plača 2000 evrov vsak mesec, vsakemu, vsaj minimalno, podjetje bo plačalo tudi več. So mnogi delavci, ki so plačani več od minimalne plače, kar dokazuje, da podjetja plačujejo po produktivnosti, ne po izkoriščanju. In tisti, ki so plačani že več, jih ta davek oziroma ta zakon ne bo prizadel. Tisti bodo že dobili 3000 evrov, ampak to so, a pa 4000, kolikor so pač plačani, ampak to so ljudje, ki jih to ne bo prizadelo. Višja minimalna plača vedno prizadene tiste ljudi, ki so pod višino minimalne plače. In koga to najbolj prizadene? Mlade ljudi brez izkušenj. Ljudi, ki nimajo toliko sposobnosti, da so trenutno zelo dobro prodajljive oziroma zelo dobro na trgu in v realnosti tudi uporabljene. A veste, če vi delate neko službo, ki pač vam ne more plačati, pa neko delovno mesto, ker preprosto ni možno plačati po tej urni postavki ali pa po tej mesečni plači, ja, potem boste žal brez službe. Podjetja potem pogosto naredijo tudi lahko tako, da tisti, ki so že zaposleni, obdržijo službo, ampak potem podjetja dvignejo cene in ne zaposlujejo novih ljudi. Torej, ni nujno, da se vedno minimalna plača pokaže takoj v odpuščanjih, ampak se pokaže v tem, da podjetja nočejo več zaposlovati ali pa da dvignejo cene ali pa da drugje prihranijo denar. Situacija je zelo podobna kot s populistično idejo o božičnicah. Torej, ne morete vi kot politiki spremeniti ekonomije tako, da kar uzakonite nek zakon, ki prisilno spreminja, kako ekonomija deluje. To ne gre, to ne deluje in to je laž. Laž, s katero politiki probajo dobiti vaše in naše glasove. Tako da upam, da vam bojo taki videi pomagali, da prepoznate populistične, ne morem drugače reči kot zlobne politike, ki se pogosto zavedajo, da njihovi zakoni pripeljajo do revščine, pa še vedno te zakone izvajajo. Zakaj? Ker preslepijo mnoge naivne volivce. V resnici je pot do izboljšane ekonomije veliko težja in mogoče manj seksi v prodajnih sloganih politike. Ta pot je ustvariti dobre razmere, da delavci in podjetniki in bodoči podjetniki dejansko lahko pridno delajo in ustvarjajo in povišujejo svojo dodano vrednost. S povečanjem dodane vrednosti se dejansko lahko povečajo tudi realne plače. In enako velja z pocenitvijo dobrin in stanovanj, pocenimo jih lahko samo tako, da povečamo število ljudi, ki se ukvarja na tem področju z temi izdelki, z temi storitvami in tako bodo cene padle in bile bolj dostopne večini ljudem. Hvala za pozornost, pa premislite o mojih besedah in pokomentirajte z vašimi mnenji.